Vesel sem, da sem bil povabljen na ta forum, kjer seveda lahko spregovorimo o tej knjigi Roberta Sirika, ki je bila prevedena v letošnjem letu v slovenski jezik. To je knjiga, ki je preprosto napisana, razumljiva, poljudna, berljiva. Jaz sem tudi dejansko bral na morju, takšno na plaži, in lepo, zelo sistematično pelje lahko strokovnjaka ali pa laika, torej ne ekonomista, skozi osnovne ekonomske termine, točke. In dovolite mi, da si seveda v svojem nagovoru sposodim nekaj citatov iz te knjige in poskušam predvsem predstaviti, zakaj je ta knjiga nagovorila mene. Torej, katere so bile tiste prvine, ki se mi zdijo vredno, da jih seveda omenim in tudi podelim z vami. Žal, in to je mogoče ena manjša kritika te knjige, je, da je ravno na koncu tisti del, ki bi po mojem mnenju moral biti na začetku. To je ta antropološki pogled na človeka, kjer dejansko kaže, da svoboda ni tisto, kar je danes mogoče malo nevarno govoriti, ne? Glede na revolucionarne težnje v našem prostoru, pa tudi širše. En izmed kolegov mi je pred časom rekel, ne govori toliko o svobodi, ko je vzel puške pa začel streljati. Ne? Ampak ta knjiga kaže ravno nasprotno, da svoboda ni to, da delaš torej, kar želiš, ampak dejansko, tako kot knjiga pravi, pravilno razumevanje svoboda ni dovoljenje, da se obnašamo kot razvajeni pubertetniki, ampak plemenitost dana v rojstvu ljudem. Dobro, judovsko-krščanska izročilo pravi, da je pa človek ustvarjen po Božji podobi, zato v svojem bistvu lep, dober, nepokvarjen in ravno zaradi tega torej tudi svoboden. In recimo to je taka teza, ki bi jo bilo prav, da se jo na začetku postavi, ne pa dejansko na koncu. Danes vse preveč svobodo enačimo z neodgovornim obnašanjem, kronizem s kapitalizmom, šolanje z izobrazbo, socialno zavarovanje z iskreno medgeneracijsko solidarnostjo, pravno državo, pravo družbeno odgovornost z jemanjem denarja, eni skupini in dejanje tega denarja drugemu. Začeli smo dejansko verjeti, da je vladni birokrat dobri samaritan, pravi avtor v prvih poglavjih. Torej, če samo to o tem razmišljamo, potem seveda, ko razmišljamo o davkih, novih višjih davčnih stopnjah, dodatnih obremenitvah, dejansko vidimo, da država jemlje in se potem dejansko birokracija, birokrat razdeljuje ta sredstva po svoji lastni presoji. Ko govorim z mladimi, oni svobodo enačijo z tem, da je seveda vse dovoljeno, družba dejansko je zelo potrošniško naravnana, torej nobeden, vse premalo se razmišlja o varčevanju. Sam trdim, da je seveda usmerjenost v preveliko potrošnjo napačna in tako tudi na ravni države se je vse premalo govorilo v preteklosti o varčevanju, ampak ravno v nasprotnem trošenju. Torej, tudi danes poslušamo ekonomiste, zveneča imena, ki pravijo, trošiti moramo dodatno, da bomo zagnali gospodarsko rast. Torej, tudi svoboda ni letanje od trgovine do trgovine in brezglavo zapravljanje, ampak tudi neko predarno ravnanje, torej privrčevanje za bodočnost, osebno odgovornost, velikov voditelj. Potem se lahko dotaknem torej, državne lastnine. Torej, kaj ta državna lastnina pomeni? V Sloveniji, ker izhajamo iz tazga sistema, imamo še vedno veliko gospodarskih družb, kjer država ne samo
vpliva preko davščin, ampak tudi kot lastnozoba, kot zelo aktivni lastnik. In avtor pravi iz lastnih izkušenj, pa tudi mi lahko o tem razmišljamo, torej, da gre vedno v praksi, se neizogibno zgodi, da gre za lastništvo privilegirane politične skupine, ki ima največjo moč. Če ne obstaja zasebna lastnina, se država pretvarja, da vlada imenu vseh ljudi, s čimer nadomesti izkoriščenje enega zasebnika, ki izkorišča drugega zasebnika z veliko vključenja izkoriščenja celotne družbe, kar počne revolucionarna politična elita. Torej, to je tisto, kar pravzaprav nagovarja tudi govori o sami državni lastnini. Torej, politika dejansko postaja razsodnik in tisti, ki ugotavlja, kaj kdo lahko, kaj kdo ne sme, komu se pomaga, komu se torej ne pomaga. Nadalje je zanimivo razmišljanje torej o družbeni odgovornosti. Vse prevečkrat v slovenskem prostoru slišimo to podjetje družbeno odgovorno, drugo je družbeno odgovorno. Kaj razumemo Slovenci pod terminom družbena odgovornost? Velika večina državnih podjetij se deklarira kot družbeno odgovorne, če financira šport, če financira kakšen koncert, da nekaj sredstev za jezo prijateljev mladine. Torej, družbena odgovornost ni samo to. Torej, družbena odgovornost nikakor ne sme biti kupovanje odpustka. Jaz jo razumem tako v primeri, kot sem jih navedel, ampak pri družbeni odgovornosti pravi avtor, gre takrat, ko podjetje posluje pošteno, drži se pogodb, služi skupnosti v najširšem pomenu in pazi na moralno razsežnost vlaganja sredstev. Torej, to je družbena odgovornost. In seveda to, kar bom sedaj povedal, bi se marsikdo obračal in prav, kaj pa govori, dejansko je podjetje s tem, ko obstaja že družbena odgovornost. Torej, družbena odgovornost ne pomeni, da ne sme podjetje delati s profitom, ali mora se profit razdeliti delavcem, ali da mora delati z izgubo, ampak družbena odgovornost pomeni, da podjetje zagotavlja in omogoča preživetje svojim zaposlenim, jih pošteno plača, te zaposleni skrbijo za svoje družine in tako gre dejansko civilizacija in družba naprej in napreduje. Peta točka so seveda norme. Norme oziroma načela, lahko rečemo vrednote, kreposti. Na strani 42 dejansko pravi avtor sledeč stavek, še citat izpostavljam. Torej, svoboda brez etične naravnanosti nima vodila. In kasneje pravi, teokracija uničuje človeško svobodo v imenu Boga, libertizem uničuje etične načela v imenu svobode. Torej, nobena oblini ne deluje. Torej, ne ena in ne druga skrajna sta tiste, ki dejansko omogočata ali pa sta rešitev za sedanje razmere. Torej, gre za v osnovi, sam sem tako prepričan, za torej, nujno svobodno gospodarstvo, ki pa mora biti zelo jasen etičen temelj, da seveda lahko napreduje celotno